naša gostja, akademikinja Alenka Šelih. Naključje je, da je naša gostja ta teden imela en lep intervju na televiziji in jaz sem se zelo razveselila prav zato, ker se mi zdi, da ta profesionalni in družinski background še doda nekaj k temu pogovoru, do tega pa sigurno med pogovorom ne bi prišli, tako da mislim, da je to eno lepo naključje. Jaz sem pa včeraj zvečer bila v gledališču in sem srečala eno vašo vrstnico iz otroških let v Mariboru, ki mi je pa rekla, to je bila, se pozna tudi občinstvo, gospa Dušica Rezin, dolgoletna napovedovalka, speaker na Radiu Ljubljana in mi je rekla, da ste otroci v Mariboru pred drugo svetovno vojno, ste bili res še zelo majhni, ampak veliko hodili v kino. Ali to drži? Jaz mislim, da sem bila premajhna, da bi hodila kaj dosti v kino. Ja, se to me je čudila, ampak ona je prav rekla, da se spominja enih. Verjetno, torej ona je par let starejša od mene, oni so na tedanji Aleksandrovi, današnji Partizanski cesti stanovali točno vizavi nas, tako da smo vse njihove otroke, 3 hčerke dobro poznali in njen oče je bil naš družinski zdravnik, ja. Ampak kina se pa ne spominjam. Spomini so zelo ena taka. Ampak če lahko o kinu nekaj povem, moj prvi spomin na kino je pravzaprav tale kino tukaj, ko je bil Sloga. Ja. In to, po moje, to moralo biti leta, kaj pa vem, morda celo 46, da sem šla in takrat so bili sami vojaški filmi in je bil en vojaški film o neki podmornici, ki se je potopila. Nič drugega ne vem, ampak vem, da je bila podmornica, ki se je potopila in seveda kinodvorana je na mene naredila velik vtis, ker do takrat nisem bila nikoli v kinu, tudi nisem takšne večje dvorane videla nikoli pravzaprav. Ampak kot študentka ste pa potem gotovo seveda, potem v kino hodili, ne? Tako je, ja. Kot študenti smo pa mislim, takrat se je zelo dosti hodilo v kino tudi zato, ker ni bilo televizije. In tak pomemben, je bil film zelo pomemben. Kulture, zelo. Ta film, če greva zdaj na ta film, preden vas bom kaj vprašala, namreč preden bi rekli, da pogledamo tudi z tega vašega profesionalnega vidika malo na to temo, ampak sam film, kako se vam je zdel ta zgradba? Mislim, da je odličen film in tudi igranje, odlično igran. Oba glavna protagonista sta sjajna, zlasti ta Filomena je res, mislim, tako poln izraz, kot ga ima ona v različnih prilikah in različna čustva, ki jih izraža, je imenitna. Ja, se so jo za Oskarja predlagali, je bila samo nominirana. Je pa bila, to se pa mogoče spominjate, jaz se tega spominjam, Judi Dench je bila v Ljubljani in sicer je nastopila v Križankah na poletnem festivalu ljubljanskem z eno predstavo Hamleta in sicer je bila ona Ofelija, Derek Jacobi, ki ga poznate, zdaj ob nedeljah je ena serija na televiziji, Zadnji tango v Halifaxu. To je Derek Jacobi, je igral Hamleta in Ofelija je bila takrat za tiste pojme zelo moderna, ker je bila ena zelo čutna Ofelija, prav v tisti njeni norosti, je ta čutnost bila zelo poudarjena in tudi dvor je bil veliko bolj robat, tak res srednjeveški, ne tako uglajen, kot smo ponavadi. No, to je en tak vmesen, ampak drugače ta zgradba tega filma je res izvrstna. Ves čas je, kako bi rekla, drži
zadržuje pozornost človeka, gledalca, določena napetost je tudi ves čas filma. Ta igralec Kogan, ki je tudi producent, on je tudi soscenarist filma in ta partner od nesrečnega Michaela Hessa je po ogledu filma rekel, da za verodostojnost filma glede na pač življenje, da mu da oceno 10 od 10, ker je tako natančno potem narejen. No, se bomo še k tem, kako je film narejen, bo še občinstvo kaj povedalo, ampak zdaj vi pa gotovo na drug način še gledate ta film, namreč ker ste se celo življenje posvečali v bistvu človekovim pravicam, pa penologiji, kar je recimo tudi ob tem filmu kaj za razmišljati, pa tudi pravicam otrok. Ja, no, najbolj odprto je tu gotovo pravica otrok kako bi rekla, temeljne pravice otroka so tukaj gotovo zelo veliko vprašanje in te matere. Če človek pomisli, da so bila ta dejanja, ob rojstvu tega otroka storjena tam nekje v 50 letih, to je v čas, ko bi pravzaprav človek pričakoval, da bo zavest o tem, da imajo tudi nezakonske matere pravice in njihovi otroci pravice, temeljne pravice, v tem času bi človek mislil, da bo ta zavest večja. Je pa res, da je, vsaj zdi se po teh filmih, ki jih gledamo, ali pa tudi nekterih, bi rekla, tudi določenih pravnih ravnanjih, ki se danes in so se v preteklosti realizirala, se vidi, da je vprašanje otrokovih pravic in pravic nezakonskih mater, zlasti v irski katoliški cerkvi, bilo zelo, zelo, milo rečeno, zanemarjeno. Kako je to pravzaprav mogoče? Do te mere, do te... Zdaj, jaz si težko vam na to odgovorim, tudi ne poznam tudi v takšni meri razmere na Irskem. Ampak dejstvo je, da se v nekaterih filmih, pa tudi, kot rečeno, obstajajo tudi določene sodbe sodišč, jaz jih natančno ne poznam, ampak vem, da obstajajo, o tem, da so bile v tistem času ravno te pravica matere, da živi s svojim otrokom, da skrbi zanj, pravica otroka, da je združen s svojo družino, tudi če je ta družina nepopolna, da so bile te res pogostokrat kršene. O tem ni dvom, o tem ni nobenega dvoma danes več. Ja, saj še prav pred kratkim je bila tudi eno tako odkritje v enem samostanu na Irskem, kjer so našli ogromno pokopanih majhnih otrok, ker niso bili, ker so prišli taki zapleti pri porodu, da sestre same niso mogle. Ja, to se je najbrž bilo zelo prikrito in zdaj po tolikem času prihaja to na dan. No, ampak to vprašanje krivde, pa tudi, se to je kazensko... Seveda, danes je za to so stvari, ki so časovno tako odmaknjeno, da kazensko pravo tu ne more več posegati v to. Ampak seveda, to so kazniva dejanja, to je recimo odvzem otroka. To je odvzem otroka. Najmanj odvzem otroka, gotovo. Seveda pa, kot rečeno, to so bile stvari, ki so se dogajale tam v 50 letih, približno, mislim, najbrž pred tem ravno tako, in za kakršenkoli kazenski pregon je danes prepozno. Drugo, kar bi jaz rekla v zvezi s kazenskim pravom, je to, kazensko pravo štejemo vedno za zadnje sredstvo, kot pravimo v družbi, in je prav, da se uporabijo vse druga sredstva prej. In jaz mislim, da je ta danes, bi rekla, ta
negativna sodba v teh ravnanjih najbrž bolj učinkovita, kot pa bi bila po tolikih letih nek kazenski pregon, kjer bi se, če bi bilo to mogoče, to je treba pač poznati čas, mi imamo posebne zastaralne roke, to se pravi določen čas, v okviru katerega obdobja, v okviru katerega je mogoče začeti s kazenskim postopkom. In če se to po zelo dolgem času začne, če je to mogoče, so storilci navadno tudi tako ostareli in nemočni, da je vprašanje, kakšna reakcija to vzbuja, takšen postopek. Je pa zanimivo, da v bistvu te stvari prihajajo na dan šele recimo enih 20 let, 25, ja. 30 največ. Ne? To se pravi, da je ta doba, da se ljudje upajo o nekih stvarih spregovor traumatičnih, ne, je tudi ena... Traja, je dolgo obdobje to traja in to se dogaja zdaj dejansko zadnjih 20 let. Začetek tega je bil nekje v Združenih državah Amerike, tam so bili prvi takšni postopki. Je pa treba reči, da so recimo v Nemčiji, vsaj kolikor se spominjam, je tam bilo to najbolj poudarjeno, so odkrili takšne zlorabe podobne kot tu ali pa morda malo drugačne, tudi na v drugih okoljih, kjer so bili pravzaprav, kjer so bila okolja, ki so bila izolirana, praviloma šole. Znana je bila ena takšna znamenita reform šole v Nemčiji, ki je veljala za moderno pedagogiko in potem po 50 letih so ugotovili, da so te otroke tam spolno zlorabljali. Skratka, to se je, ko se ta plas, ko se ta sproži, ko se ta kamenček sproži, potem si seveda več ljudi upa o tem govoriti. Če pa je nekdo popolnoma osamljen, če gre za en sam primer, potem je zelo težko prebiti ta molk družbeni in doseči, da bi tudi drugi ljudje, ki so v podobnem situaciji kot ta edini, da bi spregovorili. Če pa se to sproži, potem seveda pa postane ta plas, torej se ta majhna kepica začne vrteti in postaja vedno večja. Ta gospa Li, ne, se je potem angažirala, sploh je ustanovila tudi en sklad, ne, ki raziskuje take primere in celo dosegla je, da jo je sprejel papež Frančišek na en kratek sprejem in to je bila ena taka simbolna gesta tudi strani cerkve, a ne, ki pove v bistvu več kot samo ta sprejem, ne, da je... Sej človek ima vtis, da ravno sedanji papež, da ima zelo dosti, bi rekla, razumevanja in ravno za ta vprašanja, ne, je tudi nekatera stvari zelo, bi rekla, da jih je zelo odločno zastavil, zlasti, ko gre za spolne zlorabe ali pa za nekaj podobnega, kot so bile te zlorabe. Kar je najbrž zelo težko, ne, v tej inštituciji, ki je tako čvrsta. Ja, ampak tudi vse inštitucije, ki so tako čvrste, težko priznajo kakšno napako, ne, posebej, če gre to je več kot napaka, to so že prave zlorabe in tako močno inštitucija, ki je močno organizirana, ki je tudi hierarhično organizirana, vsaka težko pristane oziroma težko prizna, da je šlo za takšne napake. A je recimo v tem okolju, v našem okolju širšem, no, ste kaj pri vašem delu na kakšne te vrstne? Pri nas je, to veste, da je nekaj primerov seksualnih zlorab so bile tudi procesuirane, torej kazensko pravno obravnavane. Ni pa bilo zaznanih nobenih takšnih zlorab te vrste, kjer bi šlo recimo ali v šolskem sistemu ali pa tukaj, ko gre za posvojitve oziroma za rejništvo. Ampak seveda to tudi zato, ker je
v prejšnjem sistemu, v preteklih 70 letih približno, cerkev tudi ni imela te možnosti, da bi delovala na podoben način kot recimo ravno na Irskem, kjer je izredno močna prav na šolskem področju. Je pa zanimivo v tem filmu tudi to, mislim, ta film je poleg tega, da to zgodbo spremlja in jo razvija in pelje tako do tega konca, zelo dosledno, je pa tudi zanimiv, ker zelo veliko o angleški družbi pravzaprav pove, ne? Ja. Ta Oxbridge, ne? Ja, Oxbridge, torej, tu je zelo jasno razvidna ta razlika med obema glavnima protagonistoma. En izobražen v Oxbridgeu, ja, in drug nivo, ki je pač nekje sodi v ta working class, in ta razlika se močno čuti. Pogosto se ta razlika v Angliji čuti tudi iz jezika, iz načina govora, medtem ko tu seveda je tudi Filomena govori pravilno, lepo angleščino. Ja, ker je bila nurse, ker je bila sestra, verjetno. Ampak sicer se pa ta razlika jezikovno zelo hitro opazi. Pa tudi ta razlika v mišljenju, te drobne stvari, te naročanje hrane. Seveda, vse absolutno. To so razlike, ki recimo, ne vem, če bi pri nas to vrstnih razlik, kako bi rekla, niso tako institucionalizirane. Ja. Mi smo bili zadnjih 50-60 let zelo egalitarna družba. Medtem ko obratno Anglija je družba, ki je vedno poznala te socialne razlike, ta class distinction, tako imenovana, je bila vedno tam zelo močna. Jaz se tega sama zelo živo spominjam, jaz sem kot študentka bila v Angliji, in sicer to je bilo zelo zgodaj, še v 50 letih, in sem delala tam v bolnici kot strežnica, to je maid, je angleška izraz za to. In seveda razlika med strežnico, nurse, sister in doctor, te razlike so bile povsem jasne, zelo določne, vsak je imel svoje mesto v tej hierarhiji. In to družba v bistvu se to reproducira ves čas, absolutno. Torej, nastale so že, mislim, da zlasti od 60 let dalje so tam nastale tudi velike spremembe, ampak še vedno mislim, da je ta razlika med posameznimi sloji zelo poudarjena in prisotna. Tako, prav v tem filmu sem bolj kot v drugih opazila. Ja, to se zelo jasno vidi. Tudi recimo to razlikovanje BBC ali pa eni drugi mediji, kako je to pri nas smo nekako vsi na istem. Ne delamo teh. Medtem ko je bil BBC in ta pedigre je bil čist drugačen in čist drug ugled in tudi padci so potem veliko hujši. Jaz upam, da bo kdo zdaj kaj povedal še o tem filmu, da bomo naprej tole razvijali. Kakšna misel? Ne bom sedel v prvo vrsto, ampak hvala za mikrofon, hvala tudi za to priložnost, da lahko govorim. Hvala, da sem ta film lahko videl, je izjemen na veliko nivojih. Hvala tudi gospe Šilihovi, ki, upam, da sem prav imenoval, ker sem jo gledal tudi včerajšnjem kdaj zvečer na intervju. To je tako vrhunska pravnica evropskega slovesa, da lahko to zgodbo, ki sicer ima po mojem pogledu veliko življenjske vsebine, tudi iz pravnega vidika presodimo, čeprav v bistvu ni naš namen, da sodimo, ampak da se kaj naučimo iz te kulture, ki jo film prikazuje.
Torej, že takoj so mi bili všeč nekateri dialogi, verjetno to izvirajo iz angleškega govornega področja, ki so za moj občevalni jezik zelo modri. Saj to, kako je gospod nekdo, pač glavni igralec rekel, da je preveč modrosti, da bi v tem kratkem trenutku lahko se dokopali do resnice. Se pravi, da je dal poudarek osebnemu stiku, ne pa razglabljanju o nekih pravicah, krivicah in to, kar tudi v življenju pride. Glejte, jaz sem si to je zapisal, da ti dialogi so me osvojili. Potem o bistvu so govorili mi včasih v našem okolju, toliko nebistvenih stvari premlevamo, da je kar pošastno, koliko časa zgubimo. Ti dialogi so bili modro plasirani, mogoče je to stvar angleškega jezika sploh, ampak to je bogastvo življenja, ki se odvija v dialogu. Potem vztrajnost te glavne igralke, ki se je skoraj že odločila, da bo odnehala, pa je potem le prišla do osebnih vtisov o svojem sinu, ki jih je gledala pač na televiziji oziroma na hišnem kinu in celo do groba je prišla, ki ga sicer verjetno ne bi nikdar videla, ko bi ne bila vztrajna, kar je ena izjemna lastnost človeka, ki je bila v filmu prikazana. Potem o grehu, mi v slovenski kulturi, o grehu veliko negativnega omenjamo, zlasti mlado mater, tako kot Prešeren v Nezakonski materi, dejansko to precej kritično obsoja. Eskimi v svoji kulturi ali pa tudi črnci v Afriki pa vsako živo bitje dejansko drugače jemljajo in bi tako verjetno tudi Slovenci lahko do tega razmerja imeli bolj pozitivno mišljenje. No, ampak to se je vendar, to se je vendar v teh 50 letih le malo spremenilo, ne? Ja. In tako, skratka, hvala vam. Mogoče bom še to rekel, kar se mi zdi tudi bistveno. Mi se v naših dialogih, o našem življenju velikokrat zgubljamo v nekih postranskih zadevah, v nekih nebistvenih zadevah, mogoče tako kot v tem problemu slabe banke, ko se govori o dohodkih tistih, ki služijo v banki, o denarju, o cilju te banke, ki mora pa v milijardah poravnati stvari in presoditi, pa niti ne damo pozornosti. Torej, iz tega filma, če ga široko vzamemo, se lahko veliko naučimo in si želim sebi in vsem, da bi to stvar pretehtali in kjerkoli mogoče to izkoriščali v kvaliteto življenja, ki ga danes živimo. Hvala lepa. Hvala za besedo. Jaz bom sicer čisto kratka, ampak dejansko gre za eno pretresljivo zgodbo, in ki kaže, zdaj recimo ona sama sigurno ne bi tako daleč prišla, in ta novinar, on se je vključil, ker je pač si obetal tu eno zanimivo zgodbo, ki jo bo objavil, ampak potem je dejansko padel noter tudi in je na tisto zgodbo pozabil, ampak je dejansko njej želel pomagati, da bi našla tega sina. Tule jaz sem našla tole vzporednico, iskala s tole nanizanko, ki jo predvajajo ob torkih Pokliči babico, Tam je tudi podobna, tudi, one pač pri porodih so sodelovale in koliko človeške topline je tam, pri njih, ko dejansko mater razumejo in je tudi pomagajo iz stisk, tudi potem, ko so matere
po porodu, ker se same srečujejo s problemi, ampak še vedno te babice stojijo ob strani in ji pomagajo. Medtem ko tu v filmu, Filomena, je pa izredno kruto, tam kako so v bistvu, ko je rojevala, in tam se je pokazalo, da otrok ni v pravilni legi, ko ga je dobesedno za noge potegnila ven, niti ni dovolila, da bi zdravnika poklicali, da bi pomagal in da bi pač to strokovno opravil. In tista babica je bila, oziroma tista sestra je bila izredno kruta, je rekla, ja, bolečina, to je pač kazen za njen greh in to mora tako biti. No, in dobro pri tem filmu, da je končno le ona spoznala, da sin ni pozabil na njo, ker ona je skozi mislila, da je pozabil, ampak v resnici je potem zvedla, da jo je sin tudi iskal in tudi tam mu niso pomagali, da bi mater najdel. Tako da, se pravim, izredno pretresljiva zgodba in jaz sem hvaležna, da sem ta film si lahko pogledala. Hvala lepa. Hvala lepa. Aha, tam je. Lepo pozdravljeni. Ja, tudi mene izredno se dotaknil ta film, ker še zdaj mi zveni v ušesu, mami, ker svojega vnuka to danes poslušam, ko svojo mater zagleda mojo hčer. In ta materinska ljubezen, ko zmore čisto vse, tudi najhujšo bolečino odpustiti. In je lepo v filmu tudi dano, ne glede, da je bilo to v tehle kloštrih, ampak pa vseeno tudi v teh inštitucijah se najde človek dobrega srca. Tako da mi se zdi zelo pomembno, da to nekako vidimo v luči, da smo ljudje samo dobri, pa hudobni. Tisti, ko hoče pomagati, ali pa tisti, ko je brezčuten. Mi se zdi ta čutnost, ko jo materinstvo sploh oplemeniti do te meje, da zmore vse odpustiti, mi se zdi zelo pomembna in izjemno dragocena. Me pa mičken zanima, gospa profesor, tale film, ker je med filmom prišlo na misel naše zgodbe, ko datirajo približno iz istega časa, ko so otroci bili iztrgani kruto od mater. Zgodbe Petrička med drugo svetovno vojno, ko pač skozi svoje delo in se srečevala tudi z materami, ko so še leta 90, se spomnim ene matere, ko je izgubila sina med vojno in je rekla, a veste, mogoče pa še kje živ, pa zagotovo ni med živimi bil več, zdavna ne. Ampak koliko to upanje ostaja in kako si mati želi resnice o svojih otrocih. Čeprav v grobu, ampak da pride resnica, to, ko je tudi Filomena lepo rekla, kar napišite, da se bo resnica slišala. Je to tako pomembno sporočilo, da se resnica sliši. Kaj menite, gospa profesor, vi v tej luči naših teh tragedij in bolečin naših mater? Hvala. Gotovo je zelo pomembno, da se sliši resnica, kot pravite. In pri nas je prav tako, mi smo se prav tako soočamo še vedno s tem, da pač ne vemo popolne resnice in da je ne izvemo popolne resnice. Seveda je pa res po drugi strani tudi to, da je treba vse resnice enakopravno obravnavati in nobeni od njih dati prednost, če lahko to rečem. Drugo, kar se mi zdi v zvezi s tem, vi ste sami omenili, eno je bilo obdobje med vojno in drugo je bilo obdobje po vojni. Po moji res iskrenem prepričanju je to, kar se je dogajalo po vojni, ko so bile zelo hude zlorabe in če hočete hudi zločini izvršeni, tega po moje ni mogoče razumeti,
ne da bi upoštevali, da je bila pač predtem 4-letna vojna, ki je bila, jaz ne vem, koliko med vami je tistih, ki ste takšne starosti kot jaz, ki ste vojno, jaz njo doživela kot otrok, in to je bila strahotno kruta vojna, ki je praktično vsakega, vse moje prijateljice ali pa tudi moji sošolci, skoraj vsak je bil na nek način prizadet z vojno. In po moje je mogoče obe obdobji razumeti samo, če upoštevamo eno in potem tudi drugo. Ja, seveda, razumevanje je eno, odpuščanje je eno. To ni eno in isto. To ni eno in isto. Gospa je omenjala, ne, te sestre, ne, da so nekatere bile dobre in tako, in da so nekateri ljudje dobri in slabi, ampak je vendar to mogoče malo poenostavljeno, ne, ker so vendar okoliščine, ne, to se pravi, da so bile te sestre v taki inštituciji, da je bila ta inštitucija tako zgrajena, da je imela ta svoja pravila, ki so si jih izmišljali v imenu nečesa dobrega, saj to naj bi bila ena karitativna ustanova, ne, za zapuščene matere, za reve, ki so jih od doma spodli, ne, in ne bi jim pomagali, ne, da pride do teh devijacij, ne, ni samo to, ne. Dober, ta vest v človeku je že nekaj, ne, ampak vendar so še... Je tudi sistem, ne? Sistem, je tudi sistem in institucija, ki se je včasih zelo težko upreti. Se imamo v življenju dosti takšnih zgodb, ko se posameznik upre in je takšen upor lahko tudi tragičen za njega. Tako da je težko, prvič je težko obsojati posameznika v takšnem sistemu. In res je, da ljudje niso samo dobri ali samo slabi. Ljudje so navadno eno in drugo, bi jaz rekla. No, ampak če smem v zvezi s tem filmom povedati to, kar je mene tudi, se mi je tako zelo vtisnilo v spomin, je ta Filomenina izjava, da ona odpušča. In potem še tisto drugo, kar je čudovita gesta, ampak potem še ono drugo, ko pravi temu novinarju, pravi z maščevanjem in jezo izgubimo toliko in to se tudi meni, to moram reči, da s tem se res globoko strinjam. Jaz mislim, da občutek maščevalnosti pobere tistemu, ki ga občuti toliko ene pozitivne energije, in mu ustvari toliko negativne energije in da je to, torej, ne bom rekla škodljivo, ampak vsekakor ne dobro, najmanj to. In imamo občutek, da je pri nas ravno te jeze in maščevalnosti zelo dosti. Ja, no, najhuje je pravzaprav, kadar se začne s temi dejstvi, ne, ki pa niso še resnica, ne. Ja. Ne? Če se začne s tem manipulirati, to je najhujše in to se ponavadi v politiki veliko dogaja. Ja. Ampak jaz bi pa na nekaj drugega tle upozorila priliku tega novinarja, ne, ki zaključi s tem, ko pravi, ne, jaz sem pa jezen, I'm angry, ne, jezen in jaz mislim, da je upravičeno jezen in da je prav, da je jezen in da novinar v takem primeru, če tako zgodbo pelje, mora sicer vse okoliščine upoštevati, vse razlagati in tako, ampak ena jeza, sveta jeza ga mora znati in mislim, da je razumem, da je bil jezen, saj to je razumljivo. Pozitivna v bistvu, čeprav občudujem to modrost in dobroto, to je dobrota v srcu, ne. Pravzaprav ena plemenitost, bi človek rekel, ne. Ampak ta jeza, mislim, da je kar produktivna včasih malo. Ja, kakšna misel v zvezi s tem. Zdaj, tukaj je bilo tudi seveda vprašanje vere, ne, v tem filmu. Ona je globoko veren človek, ne. To je pomagalo
To je bistvu tudi preživeti in potem tudi... Obenem pa in temu dejstvu je bila hvaležna. Ne? To je res. Obenem je bilo pa to, obenem bi pa človek rekel, da nune niso bile verne. Ne? Ja, po ravnanih sodeč. Vera se po delih šteja, ne? Ja. To je 7 pismov. Zelo lepo in jasno napisano. Ne? Po njih delih jih boste spoznali. Ni rečeno tiskaj v cerkvi, da je veren, ne? Še zdaleč ne. Tudi tle očitno. Tuk, da glede tega, ne vem, kako ste bliz temu, ampak vera ni iti v cerkev, ne? Ali pa tisto, ko se deklarira, sem kristjan, ne? Je vprašanje vere, ne? Vera je nekaj drugega. In je bilo tle zelo lepo. Vera tle je bilo gotovo... bogati, zato je zmogla odpustiti. Ne? Novinar se je jezil, opravičen do te jeze, vendar ni mogel tako odpustiti, ker je... Ne, zagotovo ne, jaz tudi ne morem, po ogledu tega filma. Kar je pa lastnost vernih, naj bi bilo. Seveda. In tudi maščevanje ste omenila, meni se zdi, da to je velika razlika. Ne? Če človek išče resnico, ne pomeni, da je maščevalen, ne? Ali pa sovražen. To je res. Nikakor ne. Resnica je nekaj plemenitega od teh stvari. Je pa se dobro daleč odmakniti, ne? Pa se morda z lahkoto pri nas marskomu pripisujejo. Ne? Če se oglasi v želji po resnici, dobi etikete zelo rad pri nas. Ne? Mislim, da ni čisto tako. Ja, prosim. Meni sta zanimiva ta dva lika teh dveh žensk, na eni strani Filomena, ki smo o njej že veliko rekli, na drugi strani pa ta sestra, ki je kruta in vztraja pri svojih stališčih. Jaz mislim, da je treba razumeti, da položaj ene nune terja, da ona žensko v sebi umori. In ona ne sme biti žena, partnerka ne sme biti mati. In to jo naredi tako, da ne more razumeti ene naravne osebe, ki preživlja take krize. V tem smislu je meni ta film zanimiv. Jaz bi pa tudi še nekaj rada rekla. Najprej bi se rada zahvalila, ker je bilo... Je bilo dragoceno, da sem ponovno gledala ta film. Moram priznati, da me je še veliko bolj ganilo, kot me je prvič, ker sem lahko bila na detajle pozorna. Ampak sta se mi pa dve stvari utrnili. Ena ob porodu. Ne. Smo govorili tudi o tem, da sistem vrši pritisk, da je sistem tisti. Ampak znotraj tega sistema imamo vsi svojo lastno moralo pa držo. Ne. In Jezus nikoli ni učil tega, kar je tista sestra rekla ob porodu. Tega zagotovo ne. In druga stvar, to je pa Filomenino odpuščanje. Ne. Ko bomo mi pri nas, glede na vse, kar se pri nas dogaja, zmogli en delček tega, kar je ona zmogla, se bomo Slovenci lahko tudi med seboj drugače gledali kot se. In tu se mi zdi, da je tudi eno pomembno sporočilo. To je možno, če nekaj narediš v svojem srcu. Ona nikoli ne bo pozabila. To je zaznamovalo celo njeno življenje. Ampak ona je bila sposobna iti čez. Ker tisti, ki sovraži, in tisti, ki zameri, trpi veliko bolj kot tisti, komor je sovraštvo namenjeno. In ko to enkrat spoznamo, bo mogoče možnost tudi za Slovence. Hvala lepa. Hvala. Pardon? Ja. Mene pa še en vidik tega filma zelo se me je dotaknil, ki je danes v Sloveniji zelo aktualen, in sicer kako je ta mati že v 50 letih sprejela sinovo homoseksualnost in se z njo soočila in skratka zelo
ne v 50-ih, pardon, v 60-ih letih. In sprejela to njegovo drugačnost na tako pozitiven način, ki jo še marsikdo danes pri nas ne zmore. Ja, Filomena se izkaže v filmu za torej čist enakovredno temu novinarju, ali pa gre še dlje, gre še mnogo širša, bi rekla, po tem, kako razume življenje in okolico ljudi v njem, se mi zdi, da je bistveno širša kot on. Čeprav se on tudi močno spremeni od samega začetka, ko dejansko hoče samo eno zgodbo napisati, potem pa je nenadoma postane angažiran v celi stvari, in mu gre za stvar samo, ne pa za tisto zgodbo. Je pa seveda ta zaključek, to odpuščanje, je pravzaprav, saj to je bistvo tega filma, ampak odpusti lahko samo ona, ne more pa odpustiti ne sistem, ali je to tako tudi? Bolj bi rekla, da mi ne bi smeli sistemu odpustiti, če lahko posamezniku, ne pa sistemu. Sistem se mora spremeniti, to pa iz tega čist jasno izhaja. A ni ona pravzaprav sistem pozvala, ko je rekla, napišite zgodbo. Je pozvala sistem, da je pa čas za sistem. Jaz sem svoje širino pokazala, odpustila ona je pač... Na osebni ravni. Sistem je pa pozvala. Ja. Bi rekla, ja. Mislim, da gre absolutno odpuščanje vedno osebno. Meni nič ne koristi, če sistem odpusti. Če jaz ne odpustim, mi to nič ne pomaga, me ne umiri in ne zadosti. Samo, če zmorem jaz odpustiti, potem bom mirno spala. Drugače pa to ne gre. Sistem lahko 100-krat piše in razglaša in odpušča. Če to gorčino nosim jaz v svojem srcu, nimam miru. Če sama ne odpustim. To je odpuščanje je vedno na osebni človeški ravni in je visoka kvaliteta življenja. Drugače hvala. Ni koristi. Mene je mečkeno vznemiralo, ker ste govorili o sistemu. A se sliši? Ja. Ker jaz tukaj nekako se ne morem identificirati s tem, da to, kar se je dogajalo v tem filmu, je stvar sistema. Je stvar neke opatije na Irskem. Ker dvomim, da je sistem, če rečemo, da je to vera krščanska, nekaj takega zapovedvala, da se dogaja, ali pa da se je to v vseh krščanskih okoljih dogajalo. Jaz to močno dvomim. In vendar bom tako rekla, ker je preden sem vzela mikrofon v roke, rekla moja soseda, sistem smo ljudje. Res je, nek sistem ima neke okvire, nam daje neko strukturo, ima neka prepričanja, ampak v tem sistemu smo ljudje in mi se lahko več ali manj temu prilagajamo oziroma najdemo svojo pot znotraj tega. Ker nek tak sistem, kot mi temu danes rečemo, v marsikaterih zgodovinskih okvirih je samo neko upravičilo za to, da mi nekje se izognemo svoji lastni osebni odgovornosti. Lahko je nek sistem, ampak jaz lahko še zmeri ohranim svoje vrednote in v okviru tega sistema živim v skladu s svojimi vrednotami. Hvala. Upam, da ste razumeli, kaj sem hotela povedati. Jaz sem najbrž narodno besedo uporabila, v bistvu sem mislila bolj na družbo, tako, narodna beseda je bila
Mislila sem pa na sistemske ureditve v družbi, ki namreč ta apatija ni bila na samotnem otoku, ampak vsi ljudje pravzaprav so, vsa okolica, vse te civilna družba, vsi so nekako vedeli, smo videli tudi v gostilni, so vsi vedeli vse, ne, vsi ljudje vse vejo, ne. In to mislim, da mora vsaka družba ugraditi ene varovalke, no, da se te stvari ne morejo dogajati. Še gospa je tam le. Jaz sem jo razumela takrat, ko je govorila, da ona se je zaobljubila, da je bila to ena čuteča ženska, pa je zaradi tega, ker je šla v samostan in je prišla na lestvici tako visoko, sovražila vse tiste, ki so drugačno življenje imeli. In te so bile take radožive deklice, jasno, da je sama svojo mladost videla v njih in je zaradi tega hotela, da trpijo in je v bistvu tudi sama trpela do konca življenja v tej svoji jezi. No, ampak to je tudi stvar katoliške cerkve kot institucije. Ne? Še zmerom so veliko duhovnikov živi na koruzi zaradi tega, ker se ne smejo v naših cerkvah poročati, pa vsi vejo za to, pa ravno tako se nobena stvar ne premakne. To so zelo toge institucije, ki rabijo stoletja, da bi se kakšne stvari premaknile. Ne? No, saj, če bi človek smel uporabljati ta termin normalnosti, ne, ki je pravzaprav se ga ne sme uporabljati, normalne so bile te deklice, nenormalne so bile pa gospe v samostanu, ne, ki so svoje tudi frustracije. Treba je pa tudi vedeti, da je odnos do seksualnosti je bil v tistem času bistveno drugačen, kot je danes, kot je bil kasneje. Spomnite se, v 60-ih letih je prišlo do tako imenovane seksualne revolucije in ta je bila v veliki meri utemeljena tudi z možnostmi kontracepcije. In danes je ta položaj popolnoma drugačen, recimo položaj ene mlade ženske, kar zadeva seksualnosti, danes popolnoma drugačen, kot je bil denimo moj, ali pa da ne rečem moje mame. Ker so okoliščine bistveno drugačne. In seveda se je zato tudi odnos, če hočete tudi cerkve oziroma religije, do seksualnosti tudi spremenil. To so neverjetne razlike, recimo od takrat, ko sem jaz odraščala, ko sem bila v teh letih kot naša junakinja, ali pa če danes pomislim. To so neverjetne razlike in vam bom povedala zdaj eno ljubko, čisto kratko zgodbico. Montažerka, s katero sem veliko delala, veliko montirala filmov, Sonja Peklenk, ima eno hčerko in takrat je bila stara enih 9-10 let in prišla je ena slaščica, ki jo vsi mogoče poznate, Sladki greh. Takrat ena čokolada, take flaščice so bile, da se je po tortah lahko in tako, Sladki greh in hčerkica je prišla k mamici in je rekla, mama, kaj je greh? In to je bilo pred 25 leti, ko sem jaz to slišala in sem rekla, lepo, ne, lepo, čeprav so grehi, ne, ampak ne taki. Gotovo, to se je precej spremenilo. Tam je še nekdo. Jaz pa mislim, da smo se te grehe izmislili sami ljudje. Tudi te, recimo, razne odpovedi, dobro, vera je, ali pa cerkev je tukaj samo opravičilo, ne. Mislim, to je bilo zaradi tega, ker, če smem tako reči, je bilo nekdaj pač v zgodovini med cerkvenimi dostojanstveniki ogromno razostanosti in so ljudje pač mislili na druge užitke, kot pa bolj kot na svoje poslanstvo ali na svoje delo in zato so naredili pač to. Najprej se niso smeli, naprimer, knjižničarje poročiti, tudi učiteljice se niso smele poročiti, ne, so morali ostati samski in tudi duhovniki. Kristus
ni zapovedal, da morajo biti duhovniki neporočeni, ne živeti seksualno, ker pa je tudi neki dokumenti kažejo, da je on tudi živel čisto naravno, tako kot mi, ne? Recimo z Marijo Magdaleno, in samo potem so to pač nekako kot opravičilo spremenili, ne, te zgodbe. Kot opravičilo, da bi bili ljudje bolj moralni, da bi pač, in če pa hočemo biti bolj moralni, moramo pa zatirati svojo naravo. Zakaj? Ne? Mislim, zakaj je to pač potrebno zatirati svojo naravo, ker življenje se ohranja ravno s to, da če tako rečem, seksualnostjo. Ja, ravno s to, ja. To pa res, ja. Ampak v tej kot... Hvala lepa. Kot penolog ste pa najbrž, mislim, o tem sistemu prepovedi in kako to na to pravo je samo na sebi, pravo, ja, če vzamem zelo nasplošno, ne, pravo je po eni strani namenjeno temu, da vnaprej določa pravila, kako rešiti nek konflikt. To je ena temeljnih nalog. In seveda določa v zvezi s tem tudi vrsto prepovedi. Prepovedi oziroma deloma tudi zapovedi. In če gremo potem na kazensko pravo, je to za kazenski zakonik navadno pravijo, da je da predstavlja minimalni moralni kodeks. Se pravi, tista temeljna pravila, ki so potrebna za to, da lahko družba nekako funkcionira, so določena tam v obliki norme, ki jo tisti, ki dejanje izvrši, prekrši. Če vzamemo recimo tatvino, tatvina je pravzaprav kršitev pravila, da ne smeš krasti, ne? Umor je kršitev pravila, da je življenje nedotakljivo in prepovedano ga odvzeti. Skratka, mi imamo ta temeljne norme, ki so potem tam določene kot preoblečene, če hočete, v kaznivo dejanje, in dejstvo je, da kazenski zakonik pač določa ena osnovna pravila, tudi moralna pravila, se tudi pokriva ta pravo in morala do določene mere, in ta so potrebna za to, da lahko ljudje v neki družbeni skupnosti živimo. Tako da tu je že močna povezava med enim in drugim. No, ampak potem pa oblast, ne, oziroma tisti, ki vodijo neke skupnosti, ne, si ta pravila še po svoje razlagajo, jih dopolnjujejo, dograjujejo. Oblast zelo rada določa, potem še širi to področje na tista, torej področje prepovedanega, kot pravimo, cono kriminalnosti, na nekatera ravnanja, ki so pač v konkretni situaciji lahko štejejo kot taka, da jih je treba inkriminirati, gotovo. In torej to širjenje te mreže, kot to imenujemo, je ena zelo, bi rekla, takšna, vedno odvisno od trenutne oblasti. Če vzamete denimo širitev te mreže po 11. septembru, ne, po napadu na ta dvojčka, to je naravnost neverjetna, kaj se vse dogaja od takrat naprej. Cela vrsta načel, pravil, ki smo jih imeli dotlej, so s tem tako rekoč prenehala veljati, so bile sprejete nove norme, ki bistveno posegajo v nekatere temeljne pravice in svoboščine, ki smo jih imeli. To se vedno znova dogaja, podobno kot je bilo tudi v sistemu, socialističnem sistemu, kjer so bila tudi določena kazniva dejanja, so bili ti verbalni politični delikti, ki so bili tipično inkriminirani prav v tistem času, in v bistvu to pomeni vedno tudi kršitev nekaterih človekovih pravic. Odvzem otroka, recimo takrat v 50 letih ali pa danes, je bilo to enako kaznivo dejanje že?
Približno enako. Približno enako. Ja, približno enako. Ja, in je odvisno pravzaprav spet od tega, kako na stvar gledajo ljudi in tudi okolica, ali to prijavijo ali ne prijavijo. Ne? A bi ta mlada mama lahko prijavila to, kljub temu, da je podpisala? Ja. No, tista izjava je bila nedvomno dana pod pritiskom. To je vsako sodišče bi... Ja, torej tista izjava je bila takšna, da ne bi mogla se obdržati kot prostovoljna izjava, nikakor ne. Tako da domnevam, da bi lahko torej tudi, če hočete, kazensko preganjala takšno odvzem, ja. Če. Ampak to ne bo kot maščevalnost, ampak vse mi je v eno rahlo zadoščenje. Da je tako. Ja, da je tako, da bi vendar. Mene pa zanimata dve stvari, če smem vprašati nekaj, kar se filma sploh ne tiče, ampak ta terminologija, kakšna je razlika, ko beremo med umorom in ubojem? Ja, torej zelo preprosto rečeno, umor je tisti, ki je vnaprej premišljen in torej, kjer je ta odločitev za to, da bo storilec to storil, vnaprej sprijeta, premišljena, navadno je to povezano recimo ali z namenom, da bi pridobil kakšno premoženjsko korist ali je namen maščevalnost in podobno, medtem ko pri uboju gre pa za odvzem življenja, kjer ta odločitev za odvzem življenja nastane hitro, kratko. Torej tam je neko premišljeno ravnanje, lahko se celo dalj časa oblikuje, medtem ko je tukaj ta torej trenutna odločitev in je seveda zaradi tega umor kvalificirano kaznivo dejanje, torej hujše kaznivo dejanje kot pa uboj in potem imamo še tako imenovani uboj na mah, ki pa je sploh, torej ki je pa najlažja oblika odvzema življenja in če se sme tako reči in je pogosto povezana s tem, da je bil storilec sprovociran, da ga je žrtev torej sprovocirala. Prosim. Potem pa še nekaj, ta lik Filomene, ki je tako pripravljena odpuščati, menim, da je bolj kot njeno zavestno dejanje pri njej ena velika danost. Zdaj, to se mi zdi, da je težko zdaj se glede tega odločiti, ampak mislim, da je povezana z njeno zelo globoko vernostjo, absolutno. Ampak kljub temu ona v vsej tej svoji stiski išče tudi pozitivne stvari, da je otrok šel drugam. Ker pravi, če bi bil pri meni, ne bi bilo. Ja, nekajkrat, ja. Ja, seveda, tolažba je v vsaki malenkosti, seveda. Najbolj se je bala, da bi bil brezdomc, da bo na cesti, da bo... Ampak znala je nekaj pozitivnega v tej stvari. Videti, ja. Zelo meni se zdi kot le tudi ena velika razlika med Filomeno pa njenim očetom. Zdaj o njeni mami nič ne govori. Oče je zato, da ne bi bilo te samote v družini, njo odpeljal in družina se nikoli več ni brigala za njo. Medtem ko Filomena je pa zelo želela najti svojega sina in se trudila za to. In pač take čase se zdi verjetno, da je bila to res taka grozna sramota in družina ni bila dovolj močna, da bi to prenesla. Ja, gotovo, to je moralo biti res zelo huda stigma je morala biti ta. In to me malo spominja na položaj pri nas. Jaz sem se v zvezi z eno drugo temo ukvarjala tudi malo s to vprašanjem nezakonskega rojstva. Sem brala o teh stvarih in to ne v 50, to je bilo v 50-ih letih, ko pri nas po moje se to ne bi moglo več res ne zgoditi. Ampak približno na začetku stoletja, takrat je bilo nezakonskih rojstev je bilo ogromno, zelo dosti.
Ampak zanimivo je pa bilo to, da so bile velike razlike med posameznimi deželami, v katerih so Slovenci živeli. Na Kranjskem jih je bilo relativno malo, torej mislim, da je bilo na Koroškem pa skoraj polovica vseh rojstev. In na Koroškem, na Štajerskem pa nekje vmes med Kranjsko in Koroško. In domnevam, da je zato bila najbrž tudi strpnost, to se pravi toleranca do nezakonskih rojstev v tisti deželi, kjer so bili tako pogosta večja, kot pa tam, kjer manj. In spominjam se enega primera, to iz te pozabljene polovice, ko je šlo za eno učiteljico znano, ki je živela na Kranjskem in je potem imela nezakonskega otroka in so menili, da je bolje, da torej je sama zaprosila za to, da dobi eno mesto učiteljice v eni zelo odmaknjeni vasi na Štajerskem, kjer je bila tam torej toleranca do nezakonskih mater večja kot pa na Kranjskem. Ja. Da je teta rekla, da mora pač biti poštena in tako naprej. Ne vem, če vas slišijo. Ker ni bila mama, teta je bila. Ja, ne vemo, mati je pač odsotna, ampak ne vemo, kaj se je zgodilo, morda je tudi umrla. Mogoče je umrla, mogoče je sam oče, ker ona izrazito reče, oče me je poslal. To pa ogromno govori o irski družbi tudi, pa o vlogi cerkve v irski družbi in treba je brati Joycea, Dubliners, Dublinčan recimo, tam je veliko tega, da lahko ta svet bolj spoznamo. Ja. Samo, prosim, res je poln prečudovitih momentov v tem filmu, od pravim tega odpuščanja, iskanja te resnice, sprejemanja svojega sina kot homoseksualca, ta ljubeč odnos do vseh njegovega početja in življenja. In je to odraz enega zrelega vernika. Veste, jaz izhajam tudi iz cerkve in gotovo sem občutljiva na te stvari in me zmoti vedno neresnica o cerkvi. Gospa je omenila eno veliko neresnico, da je Jezus živel z Magdaleno. To govorijo ljudje, ko niso v cerkvi in ko tega ne poznajo. In zanimivo, da zelo radi o cerkvi govorijo ljudje, ko sploh niso v cerkvi. Zato sem občutljiva na to in bi rada, naj se govori resnica. To je tudi film sporočal, kako je pomembna resnica. Tako da bi lepo prosila stvari, ko jih ne poznamo, da jih raje ne komentiramo. Hvala lepa. Hvala, gospa. Prosim. Jaz mislim, da gre pač lahko tudi za več resnic. Ja, ker dejstev v bistvu ne poznamo vseh. In takrat, kadar ne poznamo vseh dejstev, je veliko resnic. Še na nekaj bi vas upozorila. Delno v tem filmu smo videli res resnične stvari. Eni od teh videov, ki smo jih gledali, ta home video, domači filmik, so resnični. Na enih je res Anthony Hess. Tako da ta film je res na najbolj fin način črpal iz življenja in tudi jaz mislim, da je veliko dal, kar dokazuje tudi ta pogovor, upam, veliko dal nam za razmišljati. Ja, gospa profesor, hvala lepa za ta pogovor, pa da ste prišli sploh in hvala vsem, se vidimo čez 14 dni, lepo se imejte. Hvala za povabilo.